Se pravi, začela sva z vajo sestopanja. Vaja sestopanja pomeni vaja ravnotežja, da sestopamo enkrat z levo nogo, drugič z desno, tretjič spet z levo in pa spet z desno. Potem počasen slalom, hitri slalom, osmice, zaviranje v sili in pa zadnja vaja izogib ovire z zaviranjem in pa brez zaviranja. No, zdaj, vse pravim, za poligonski del te lahko pohvalim. Vaje so bile odpeljane korektno in pa super, z občutkom. Tako da jaz mislim, da sva pripravljena za udeležbo v cestnem prometu, tako da želim ti srečno in pa varno vožnjo in to je to. Super. Tudi čez ovinek pogled sega daleč naprej. Za prvič gre Mateju super, ga lahko pohvalimo. In seveda, ker so v naselju, ja, bravo, upoštevaš omejitev hitrosti. Ok, Roman, sam čelado odložim, tole je pa fajn, veš? Evo, z Matejem so se lih kar vrnila iz ene take 50-kilometrske vožnje in jaz mislim, da nasmešek na obrazu vse pove. Tako da v končni fazi Matej je kar užival. Za samo vožnjo ga moram pohvaliti, v bistvu vice, da je veliko v prometu, da so mu prometni predpisi jasni. Naredila sva eno tako lepo turco čez Medvode, pa Zbilje, mimo Zbiljskega jezera proti Kamniku in pa čez Kamnik nazaj v smeri Ljubljane. Edino resno pripombo, ki bi jo mogoče omenil, je bila menjava pasu na trzinski obvoznici, kjer sva skoraj da bila malo blizu kombija, ki se je pa v tem momentu vključeval. Tako da jaz bi v takem primeru počakal malo za križiščem, pa potem naredil menjavo prometnega pasu, pa mogoče bi kdaj na momente imel večjo varnostno razdaljo za vozili pred seboj, sploh za tovornimi vozili. To je pa klasična napaka, ki se mi zdi, da jo vsi Slovenci počnemo. Večinoma. Premajhna varnostna razdalja. Ok, ampak midva sva imela vse možne tipe cest, ne? Vse možne tipe cest. Začela sva z cesto, ki ima enosmerno vozišče v naselju, potem je bila taka cesta izven naselja, ki omogoča hitrost 90 na uro, potem sva se vključevala na avtocesto, kratek čas sva se peljala po avtocesti in se potem tudi izključila iz avtoceste, potem je vožnja vsebovala krožna križišča, ki so bila večpasovna, samo z enim pasom, večpasovna križišča, ceste v naselju in izven naselja, tako da v kratkem sva zajela vse. Ampak poraba je pa dobra, 2-2. Poraba je šparovna, se pravi, res je to šparoček in za vsakodnevno uporabo za prevoz na delo je motorček super. Ok, Matej, zdaj tudi smisel tele današnje vožnje je, da se malo na koncu samo oceniš. Zdaj, kje si se počutil dobro, kje pa imaš občutek, da mogoče še ni vse bilo čist? Najbolj vidim, da recimo sem trd na začetku na motorju, ne? Tako da mogoče moram biti malo bolj mehak, ne bom rekel, da me roke bolijo, ampak čutim, da so zategnjene, ne? Okay. To je edino, ostalo mi je bilo v redu, dober, pač malo nenavadno občutek je, ko greš bolj hiter, pa fajn piha, pa te premetava kot v avtu, pač ne, si zaščiten lepo, ostalo je pa v redu. Meni je všeč, ker si ful dinamičen lahko, z motorjem lahko pač ne hiter potegneš. Super. Tudi ustaviš se hitro. No, zdaj prednost, predvsem pri tebi, je tudi ta, da si fizično dosti v dobri kondiciji, a ne? To je tudi prednost pri vožnji enoslednega vozila. Druga stvar pa je to sproščenost, ki si omenil, to pride s kilometri in pa z vajo na poligonu. Čim več vaj na poligonu. Vidiš to recimo fizična pripravljenost, to vedno na vseh delavnicah poudarjajo in pol tudi mi smo se seveda naučili, da je fajn, da motoristi prednji greste na motoru, vsaj mačkam pomigate, da bo lažje. Seveda je fajn, tako kot moramo ogreti pneumatike, tako moramo ogreti sebe, sploh po zimskem spanju. To pa, ja, pa po zimskem, a ne? Ok, super. Ok, Matej, program usposabljanja sva zaključila. Jaz te bom prosil tukaj le še za tvoj avtogram, s tem potrdiš, da sva zadevo speljala korektno in sicer bi te prosil za 3 podpiske, ker sva imela 3 ure v vsako posebej. Naredila sva lepih 72 km danes. A jih je bilo toliko? Ja, 2 po poligonu, pa 70 v prometu. Tako da naša poslovna sekretarka
bo tvoj karton ožigosala in izdala potrdilo o upravljenem usposabljanju. Pa moram pa na upravno enoto čim prej. Na upravno enoto, novo slikco in izdajo novo vozniško dovoljenje, ki seveda velja samo po Sloveniji. Ok, that's it. To je to, Matej. Jaz bom zaželel veliko srečnih kilometrov, Hvala. pa varno udeležbo v cestnem prometu. Veš, da je. Tako da, to je to. Akcija. Se vidva kmalu.